Pozdravljeni, tole je drugi del tretjega predavanja. Pogovarjamo se o spin-echo pulznem zaporedju. Izredno pomemben element velikega števila namere eksperimentov. Prišli smo do tega, da če se nekaj zgodi, recimo v tem primeru se razbije steklo, irreverzibilen proces ni mogoč, se pravi časa ni moglo obrniti, iz nereda verjetno moramo priti. V namere eksperimente smo pa uvedli čas, razvoj, pa enak čas nazaj, vmes pa 180-stopinjski pulz, sunek. Ta je povzročil to, da če pride do razvoja tule imamo magnetizacijo vzdolž osi Y, lahko da bi tule 90-stopinjski pulz, prihaja do razvoja magnetizacije, o tem se bomo danes pogovarjali, kaj so procesi, kako vplivajo, obrnemo in seveda po tem elementu spin-echa dobimo odmev, prav nekako, kot da se ni nič zgodilo. Se pravi, veliko namer eksperimentih želimo s temi zamiki, pa uporabi spin-echo dela, refokusirati interakcije selektivno. Se pravi, recimo interakcijo kemijskega premika. Vemo že, da če po vzbujanju imamo magnetizacijo vzdolž osi Y, interakcija kemijskega premika deluje in se vektorji seveda razvijajo v ravnini XY. Če po danem času TD uporabimo 180-stopinjski pulz in počakamo enak čas, bo prišlo do refokusiranja. Se pravi, na nek način v tem z uporabo spin-echo zaporedja, seveda določen čas poteče, lahko selektivno refokusiramo razvoj interakcije kemijskega premika. In to seveda nam bo prišlo zelo prav nadaljevanje. Pospremljamo sklopitveno konstanto na resonanco, tipično pojav postavimo opazovalca v sredino multipleta. Prav vemo, da če imamo dano jedro, ki je sklopljeno z drugim jedrom, magnetizacija se bo v ravnini XY razvijala in ta razvoj je tisti, ki v spektru rezultira v dve resonančni črti in se pravi, v tem primeru bi dobili dublet. Ko imamo triplet, tipično je centralna linija statična, ostali dve pa se premikata s hitrostjo ali pa z interakcijo, ki so razmerna s sklopitveni konstanti. V veliko namer eksperimentih si želimo kontrolirati orientacijo vektorjev multipleta relativno en na drugega. In posebno pomembno je orientacija, ko sta si vektorja v antifazi. Zdaj, kako lahko to kontroliramo? Mislim, da smo že na prvem predavanju omenili, da je z izborom časa. Magnetizacija se razvija in razvoj je odvisen od sklopitvene konstante. Se pravi, če želimo imeti takole stanje, da bosta vektorja v antifazi, moramo ustrezno izbrati čas razvoja. Zdaj se lahko vprašamo, če imamo dve jedri, katerih sklopitvena konstanta je 10 Hz, koliko časa bomo mogli pa čakati, da bo prišlo do tega razvoja. In tukaj imamo namig in če pogledamo 10 Hz, ena z 20 Hz, se pravi 50 milisekund bo trajalo, da bo prišlo do tega stanja. Če imamo en CH par, se pravi C13 jedro, ki je direktno vezan na proton, pa si mislimo eno približno ali pa srednjo sklopitvena konstanta 150 Hz, bo 1 z 2J 3,3 milisekunde. Se pravi, večja sklopitev, vidimo, da kar nekajkrat velikostni red in še malo pridemo v antifazo. Se pravi, je ta odvisnost precej pomembna. No, če se pogovarjamo o CH sklopitvah, interakciji 13C in 1H jedra, narišemo, zdaj predpostavimo, da sta skalarno sklopljeni. Pogledali smo še takle energijski diagram. Najbolj energijsko ugodno je seveda stanje alfa-alfa. Lahko vzbudimo ogljik, dobimo stanje beta-alfa, lahko vzbudimo proton, dobimo stanje alfa-beta in lahko seveda vzbudimo
oba, C13 in NH, in imamo beta-beta. Tale slikica schematsko prikazuje, da so prehodi preko, so prav med alfa in beta stani za heterojedro, C13 so energijsko, je v sorazmerju z gamma, so 4-krat manjši. Še enkrat bi pa spomnil, da prav tako za C13 kot za NH bomo v spektru za ta spinski sistem dobili dublete. To je tipično, če se vprašamo, kako pa se lahko znebimo dubletov, ja, tako da razklopimo, ne? Prav razklopimo pa tako, da nasitimo prehode protonov in potem C13 jedra ne vidi alfa in beta stan protonov in v spektru se pojavi ena črta. Zato to je tudi način, kako ponavadi snemamo 13C spektre. No, zdaj si pa zamislimo takle eksperiment, se pravi neogljikovi dimenziji, se pravi resonančnem krogu, bomo vzbudili ogljikove atome, počakali bomo nekaj časa, uporabili pi-puls in enak čas dovolili refokusiranje, potem bomo pa ta signal zajeli. Na protonu, se pravi, delamo nič, potem pa proti koncu, v drugem delu, tako magnetizacija se refokusira, pa uporabimo heteronuklearno razklapljanje. To pomeni, da v tem času ne bomo imeli singleta spektra, ne? Se pravi, če zdaj pogledamo, kaj se pa dogaja z magnetizacijo C13, se pravi, zbudimo po 90-stopinskem pulzu v tej točki, pulzno zaporedje, magnetizacija recimo vzdolž osi psilon. Potem rišemo, potem pa začne v odvisnosti od časa TD, pride do razvoja magnetizacije. Se pravi, imamo del C13 jeder je sklopljen z beta, drugi pa z alfa, s protoni, ki so v enem od teh dveh stanj. Zdaj pa po tem času TD uporabimo 180-stopinski puls in kaj se zgodi? Porabili smo ga prek osi X, se pravi magnetizacija je prevržena na minus Y stran, če vemo, da so to vektori, ki jih razstavimo na komponente, se pravi imamo komponente vzdolž osi X, komponente vzdolž osi minus Y, te dve se seveda anulirata, te dve se pa seštejeta in dobimo določeno intenziteto v minus osi. Se pravi, v tem času, po pi-pulzu, pa začnemo razklapljati protone. Samo toliko na hitro nazaj poglejmo, ne. Se pravi, takoj tukaj vklopimo razklapljanje, se pravi, teh razlik med alfa in beta stanji ne bo več, se pravi, v spektru bomo opazili singletni signal. Če si zdaj pogledamo intenziteto tazga signala v odvisnosti od časa TD, mi smo prišli tle, kjer smo tako dolgo čakali, da smo dobili negativen signal. Seveda pričakovali bi pa takole odvisnost in vidimo, da je to tudi način, da bi določili sklopitveno konstanto med temi dve jedri. Kaže pa seveda nam, kako prihaja do razvoja. Popolnoma jasno je, da bo CH2, se pravi to prenačelno za ogljik pri C13, ki je sklopljen z dvema s protonoma, se pravi imeli 3 plete, ampak so razklopljeni, se pravi v času detekcije 13C jedro ne vidi različnih stanj protonov, se pravi dobimo singlete. Odvisnost od zamika, povezavi s skupino konstanta, seveda spet dobimo nič, odziv plus ali plus. Za CH3, se pravi kvartete, dobimo spet tako odvisnost. Pa to je že ena metoda, da bi recimo določili lahko sklopitveno konstanto. Če se zdaj pogledamo, malo bolj zložimo, kaj pa nam zdaj to omogoča, če lahko editiramo spekter na osnovi multiplicitet, pa vzamemo takle fenol, tale kemijski premik C13 jeder, vidimo, da imamo 7 metilna skupina, CH2 skupina, imamo še eno CH proton, 2 in 3 sta CH, 1 in 4 sta pa kvarterna oglika. In vidimo, da imamo vzdolž spektra, nimamo zdaj samo signalov vseh ogljikovih atomov, ampak imamo v eno ali drugo smer, če se to bo izrazen glede na njihovo multipliciteto. Se pravi, CH3 in CH signali kažejo eno smer, CH2 in pa kvarterni ogliki pa drugo. Na nek način lahko določimo, s koliko
ali pa koliko protonov je vezan na posamezen oblik. To je tudi dalo ime pulznemu zaporedju attached proton test. Še zelo uporabljen eksperiment na NMR spektrometrih. Pa se izkaže svoje težave in dan današnji je verjetno bolj moderno, pa bolj primerno, da posnamemo INET ali DEPT, o tem bomo seveda nadaljevali. Za nas je bil to en prvo pulzno zaporedje, v katerem smo spujali in detektirali ogljikove atome, uporabili smo spin-echo, to je tale element, in pa razklopili protone v času detekcije in tega refokusiranja in nam je to dalo zelo uporabne informacije. Prav je, da se pa zdaj vprašamo, to je bil primer sklopitve heterojedra s protonom, se pravi heteronuklearne sklopitve. Kaj se pa zgodi, ko imamo homonuklearne sklopitve? Se pravi, gledamo proton, ki je sklopljen s protonom. Prav tako po vzbujanju, recimo z 90-stopinskim pulsom, dovolimo čas TD in vektori se razvijajo. Se pravi, proton, kjer ga resonance opazujemo, se razvije v duplet zaradi sklopitve s drugim protonom, je v beta-alfa stanju. Potem pa po času TD uporabimo 180-stopinski puls. Ta seveda prevrže magnetizacijo vzdolž osi minus epsilon, ampak zamenja tudi oznake vektorjev, ker nismo samo delovali na proton, ki ga opazujemo, ampak tudi na njegovega sklopljenega partnerja. Se pravi, tudi tle je ta proton, ki je bil v beta stanju, čutil 180-stopinski puls in se je prevrgel v alfa. To pa zdaj povzroči, če je bil rdeč tle hitrejši, je zdaj zgoraj, se pravi, ne pride do refokusiranja, ampak se magnetizacija še naprej razvija. Očitno pri homonuklearnih sklopitvah spin-echo ni način, da jih bomo refokusirali. Seveda zdaj nam je že jasno, da ta zamik je, če gledamo nek sklopitev CH2, recimo, imamo duplet pa triplet, bo odvisno od tega, kolikšen bo TD, kolikšen bo ta čas razvoja, seveda bo v povezavi s sklopitveno konstanto, bomo dobili različne oblike multipletov, to se v tej NMR literaturi imenuje J-modulacija. Če malo povzamemo, spoznali smo spin-echo, na kemijski premik deluje tako, da pride do razvoja kemijskega premika, 180-stopinski puls pa nam omogoča njegovo refokusiranje. Seveda vidimo zdaj, v temle primerčku, prej smo uporabljali 180-stopinski puls vzdolž osi X, tukaj je uporabljen vzdolž osi Y, se pravi, s tem tudi kontroliramo, na kateri osi pride do refokusiranja. Pri sklopitvenih konstantah pa smo videli, da moramo ločiti, ali gre za heteronuklearne sklopitve, ko razvoj enega od sklopljenih partnerjev in poraba 180-stopinskega pulza pomeni refokusiranje, se pravi, po tem zamiku 2x TD izgleda tako, kot da se vmes je zgodilo nič. Pri homonuklearnih sklopitvah je pa zgodba drugačna, pa 180-stopinski puls povzroči to, da spremeni oznako sklopljenega partnerja, hitrejši vektor postane počasnejši, se pravi, vektorji še naprej defazirajo. In to so pomembni elementi, ki jih bomo seveda morali v nadaljevanju imeti v mislih. Čeprav zdaj malo povzamemo, kaj nam vse spin-echo omogoča, gre za tak element. Ta del je zato, da dobimo magnetizacijo ravnino XY, transverzalno ravnino, razvoj, zaradi kakršnekoli interakcije, mi smo obdelali zdaj razvoj kemijskega premika in sklopitvene konstante, 180-stopinski puls in refokusiranje enak čas kot razvoj. Tak element nam seveda omogoča, kot smo že temeljito pogledali, refokusiranje kemijskega premika ali pa sklopitvene konstante, omogočal nam bo določiti kvantitativno transverzalni relaksacijski čas. Videli smo, da je to izredno uporabno pri identifikaciji, multiplikaciji atomov v molekuli,
potem nam bo prišel prav v dvodimenzionalnih spektrih. To bo pomemben element pulznih zaporedij. Takle element spineha uporabimo lahko tudi za odstranjevanje kakšnih nepravilnosti, ki bi se v spektru pojavile zaradi nehomogenosti magnetnega polja. To bi to predavanje tukaj zaključili.